Ona ljubi pomaranče, všeč mi je, ko pleše gola, ko nas uči mi šampanje. Noč je mlada, noč je zora. Živjo. Kaj dogaja? Ja, na polno dogaja. Jaz sem vesel, da se dejansko takole dobimo pa naredimo prijetno s koristnim. Jaz imam tule v zadnji na Gospodarcu danes en maturantski ples, igramo eno ful veliko šolo in sem prav vesel, da tako muzičari, tako ti kot jaz, nekako se povežemo v celoto in se podpiramo. Tako žanrsko smo različni, ampak se mi zdi, da ta muzika je samo ena, ki ločimo samo na dobro pa slabo in dajmo si pomagati. Dejan, danes so tukaj z namenom, da v bistvu predstavlja tvoj najnovejši komad in videospot Pomaranče. Povej mi, zakaj ravno pomaranče, zakaj ne kakšen drug sadež? Veš, da je v bistvu tole moje leto, v katerem smo zdaj, sem rekel, glede na to, da sem lanskega zaključil tako bolj nežno, z balado Najlepša si, ko zaspis, sem rekel, no zdaj pa dosti tega jokcanja, jaz sem bolj ta party moment, meni dogaja, jaz skačem, sem rekel, tisti drugi glasbeniki, naprimer Vlado Kreslin, super muzika, obožujem, igramo njegove komade, ampak naprimer, če bi gospod zlezel gor na neke rampa, pa se gor skakal, ne bi si kaj naredil, pa tudi zgledali ne bi. Lepo sedimo in uživamo v njegovi muziki. No, jaz sem pa glih kontra, jaz sem pa on, ki skače, ki gremo, kje so roke, kje je žur. In to leto, pa še tudi naslednje bom posvetil nekim partim komadom in naslednji je Jagode maline naslov. Zdaj pa pomaranče, ampak to je vse ratalo tako spontano, ker vmes bo pa še en Jagode in med. Tako da v bistvu sploh ne vem, kaj se je zgodilo to sadno kupo. Mogoče je neka moja podzavest naredila, ker zdaj sem v obdobju hujšanja. Glih sem dal 10-11 kil dol, imam plan še enih 8, pol pa mečke natrenirati, tako da se mi zdi, da je ta dobra volja pa neka pomankanje sladkorja pa hidratov napeljali temu, da bomo veliko sadja letos jedli. Se pravi sadje, kaj pa zelenjava, si kaj razmišljal o tem, imaš rad zelenjavo? Zelenjava samo v sebi ni tako seksi kot sadje, pa imamo dosti tistih prispodob bolj na sadje, tako da bom kar tam ostal letos. Zdaj, ko si lih omenil seksi, v videospotu je zelo veliko takih kar seksi kadrov. Kako si se znašel pri snemanju? A ti je bilo kaj naroden? Jaz ne izmed tistih, ki uživamo pripravih na videospot. Torej, jaz si to res vzamem čas, en mesec prej začnem in res organiziram vse do sekunde natančno. Statiste, hrano, pijačo, prostore, make-up, obleke in tako naprej. Se mi zdi, da na tak način, če bi tale pomaranča imela svojo ceno, koliko stane ta videospot, bi rekel, da je vsaj 10 000 evrov. Ampak ker imam v sebi take ljudi, ki me poznajo, mi pomagajo, to res reduciramo na neke slovenske normalne razmere in tokrat smo vključili veliko gole kože, ker nekako komad je sam po sebi komičen, sem rekel, dajmo posneti tudi komičen videospot z veliko z neko igro, z prispodobami, torej puncami v prvem pogledu počne nekaj bolj erotičnega, pol vidimo, da samo soli steak. Pol se spet nekaj zgodi, vidimo, da v bistvu samo išče parkirno kartico. Pol je spet nekaj na prvo žogo, ampak se vidi, da pol v bistvu sam čist ima hotelsko sobo. Tako da sem rekel, se mi zdi, da mečkim humorja manjka. Sploh v zadnjem času, ko se dogaja neke take čudne stvari, sploh med mladino, ko smo jo brali v zadnjem času v medijih, se mi zdi, da manjka tiste neke preproste, dobre vole, ko prideš na koncert. Moja muzika, sama po sebi, kar igramo coverjev, ja, je treba tako pa tako pa tako, ampak se mi zdi, da jaz pa delam tisto muziko, ki je namenjena zabavi, ko priješ v petek ali pa soboto zvečer ven in rečeš, danes bom pa žuro se sprostil, ne bom razmišljal ničemer, kaj dobrega pojedel, popil in žuro na te preproste komade. No in to želim jaz delati. Super. V videospotu sicer igraš enega tacga, bi lahko rekel, bolj sramežljivega piflarja, to, kar si že omenil, bolj sramežljive sorte fanta. Kaj pa v privatnem življenju? Si pri pristopu do žensk tudi tako sramežljiv ali greš bolj na akcijo? Jaz sem ponavad, nisem bil glih akcija, ampak se mi zdi, da tisto, kar sem si nekako želel, da bi dobil, želel, da bi naredil, se mi zdi, da sem največkrat prišel do želenega cilja, če sem kar povedal. Na nek lep način, na nek ne vulgaren, ne nesramen in se mi zdi, da dosti velik procent je tistih, ko pač nekako tudi, ali je to deklet, ali je to ljubezen, ali je to neka erotika, ali je to posel, ali je to muzika, ali je to, da pač poveš, kaj si misliš, seveda na nek ogledan način in ponovno priješ do cilja. Zdaj letos praznuješ tudi 30 let.
čestitke. Daj povej, a se kaj drugače počutiš, zdaj, ko boš dopolnil spet eno okroglo številko? Jaz, ko sem bil star 15 let, ne, sem mislil, da so tisti, ki so stari 30 počas za na žale, ki so tam, ali pa na Britov, po domač povedan. Zdaj pa vidim, da v bistvu se zdaj, ko sem star 30, oziroma bom počutil bolj 15-letnika kot prej in se mi zdi, da je dejansko si star, toliko se počutiš, toliko mečkem poskrbi za sebe, toliko se zrihtaš in če nimaš neke želje, da ti se imaš v prvi vrsti notranje fajn, pa tudi deluješ fajn na druge, pol si res hmal star, drugače si pa večno mlad. Nekje sem slišala, da nameravaš graditi hišo, a se misliš tako ustaliti, pa si kakšno družino ustvariti mogoče, ali boš na polno nadaljeval na tej svoji glasbeni poti? Ja, to ni izključljivo, ne, jaz na polno bi rad nadaljeval, realno sem si že majčkem povečal družino, ampak bolj na kosmato družino, pred kratkim sem kupil novega kužika Henrija, ki ga tudi vidimo v tem videospotu Pomaranče, zdaj je star 4 mesece in ena velika ljubezen, to v bistvu sploh ni kuža, to je neki zacartac, spi z mano, res slušno. Sem pa v tisti fazi, ko v domačem Laškem, jaz vim čisto v Breki, tako da mi je tale zvok kar poznan, ki ga v zadnji slišimo. Imam namen zidati hišo, zdaj sem v oni fazi, ko zbiram vso papirologijo in po mojem letos bom delal sam to, pol pa drugo leto, ko se mečken utopli, takle čas bomo pa lahko prve grable, motiko in pa lopato zakopali, pa začeli kaj orek delati. Še tole mi povej, kakšni plani za letošnje poletje in koncerti boš predstavil tudi na odru svoj nov komad oziroma komade, ki še sledijo? Ja, definitivno. Lahko povem, da marec, ki je že oreng za nami, je bil do zdaj za moj Dejan Dogaja band najbolj uspešen mesec do zdaj. Decembra smo res veliko igrali, ampak kar se je pa s tem marcem zgodilo, pa ne vem, igrali smo pa 5-krat na teden, bili smo res veliko na odru, tudi na račun tega, ker igramo veliko maturantskih plesov v tej za muzičarje mečken mrtvi sezoni. Prav tako pa privatne zabave, tudi poroke, najbolj se pa veselimo veselic, ki jih otvarjamo zdajle konec in pa velikih eventov, ki jih otvarjamo zdajle konec aprila s Kersovani in prvomajski žuri in pol poletne, tiste ta prave čage. Tako da v bistvu veliko bomo na odru igrali te komade, ki smo jih že posneli, ki jih še bomo posneli in dejansko skrbeli, da se ljudje zabavajo brez nekih skrbi. Najlepša hvala. Hvala tebi, Karmen. Noč je mlada, noč je nora.